Primorska avtocesta v začetku maja, 2 dni zapored. Eno uro, da se nisem premaknil. Katastrofa. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prejšnji teden na teren poslala pristojne inšpektorje. Kljub zagotovilu infrastrukturnega inšpektorata, da nam bodo posredovali ugotovitve, ali so delovne zapore ustrezno označene in pripravljene, pa so nam popoldan le skopo odgovorili, da pojasnil ne bo. Sigurno je na zakonodajalcu oziroma na vseh upravljavcih, da v osnovi to pripravijo na takšen način, da je skladno za zakonodajo in pa predvsem, da je jasno in nedvoumno vsem voznikom, ki so v prometu. Pravijo na AMZS, a opozarjajo, da je največji del odgovornosti še vedno na voznikih samih. Zdaj, ker se jaz vozim po omejitvi, to je 60 km/h, če pogledava promet, sem med najpočasnejšimi. Ne vem, koliko se lahko vidi v ogledalu tukaj gor, ampak zdaj imamo odzad avto, ki je definitivno na prekratki varnostni razdalji. To je dokazano. Zdaj, če bi jaz mogel tukaj odreagirati, če bi mogel sunkovito zavirati, smo tukaj v prometni nesreči in jo ne morem preprečiti. Inšpektori so izmerili tudi širino vozišča v vseh delovnih zaporah in naj bi nekatera manjša odstopanja sicer zaznali, vendar da ta naj ne bi bistveno vplivala na varnost. Če se pelješ z omejeno hitrostjo oziroma s to hitrostjo, ki je dovoljena, me bo ta težko prepričala, da je pa zdaj to nevarno. Nevarno bi pa bilo, če bi se speljal tukaj 130. Ja. Zakaj? Zato, ker so pasovi preprosto preozki.